Ali Slovenci res znamo ravnati z denarjem? Ali pa samo varčujemo iz strahu? V oddaji Moja družina gostimo eno vodilnih strokovnjakinj za upravljanje premoženja, Miro Koporčič-Velič, ki razkriva, zakaj nas pretirano varčevanje lahko dolgoročno osiromaši in kaj lahko kot družina naredimo drugače. Kako razmišljati o denarju brez stresa, kako učiti otroke finančne odgovornosti in kje delamo največje napake. Odgovori, ki vam lahko spremenijo pogled na denar in prihodnost vaše družine. Moja družina, kmalu na sporedu. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes v oddaji gostimo izjemno žensko, ki že več kot 2 desetletji soustvarja finančni prostor v Sloveniji. A še pomembneje, pomaga ljudem razumeti denar, odnose do njega in odgovornosti, ki jo prinaša. Mira Koporčič-Velič je direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov, kjer se svojim znanjem, izkušnjami in vizijo spodbuja finančno pismenost in večje zaupanje v naložbe. Njena pot pa ni bila enodimenzionalna, od začetkov v finančnih institucijah do vodstvenih funkcij v gospodarstvu, transformacije podjetij in strateškega vodenja. A če jo vprašate, kaj pomeni denar, vam ne bo govorila o številkah. Rekla bo varnost, za družino, za prihodnost in morda ravno tu najdemo bistvo današnjega pogovora. Spoštovane gledalke in gledalci, danes z nami in z vami Mira Koporčič-Velič. Dobrodošli v studiu. Dober dan. Živimo v času, ko Slovenci znamo varčevati, a pogosto ne znamo vlagati, ko denar pustimo stati, namesto da bi z njim ustvarjali. In prav tukaj gospa Mira odpira pomembna vprašanja o znanju, odgovornosti in pogumu, da naredimo korak naprej. V današnji oddaji ne bomo govorili le o financah. Govorili bomo o odnosu do denarja, o vzorcih, ki jih prinašamo na svoje otroke in o tem, kako lahko kot družina gradimo finančno stabilnost, ne iz strahu, ampak iz razumevanja. Pa začnimo na začetku. Moja družina je naša oddaja in me zanima tudi, iz kakšne družine pa pravzaprav vi izhajate. Moja osnovna družina je precej velika. Sem najmlajša od 4 sester. Naša družina je taka tipična bivša jugoslovanska družina, mama Slovenka, oče Črnogorec, ki si je želel sina in je potem pri meni obupal, pri 4 hčeri. Z velikostjo družine v bistvu tudi povem to, da smo mogoče v tistih časih ne bili tako netipični, za današnje čase pa kar velika družina, da tudi časi so bili drugi, ampak sicer nismo živeli v nekem pomanjkanju, ampak tudi v obilju, ne, in da to vlogo četrti otrok čutiš celo življenje, ne. S plusi in minusi, bom rekla. Jaz sem imel tudi drugi otrok od 2, no, ampak verjetno je malo drugače, če ste 4, oziroma če ste 2 otroka. Kakšne vrednote oziroma spoznanja pa ste prejeli kot popotnico iz vaše družine? Kaj bi mogoče izpostavili? Moj oče in mama sta vsak prvi vrsti poudarjala, da je znanje zelo pomembno, in sta velik poudarek dajala izobraževanju vseh 4 hčerk, to se mi je zdelo najbolj pomembno. Zagotovo neka skromnost, ne? Vztrajnost pri delu, pri pač projektih, ki se jih lotiš. Tako da glavna vrednota nam je tudi bila zaradi velike družine, da smo vsi enakopravno obravnavani, a ne? Vsi člani družine, tudi oče, pa bolj žensko okolje, ampak kljub vsemu, a ne? Zelo sta se trudila in to tudi nam položila, mislim, da v glave, da nekako sovrstniki moramo biti enako obravnavani, a ne? Da ne delamo razlik. Glede na to, da večinoma poslovne poti se na nek način ukvarjate z denarjem, delate z denarjem, ali ste se v družini tudi pogovarjali o denarju?
Tukaj moram reči, pa, da niti ne. Mogoče zato, ker so bili časi drugi. Tudi oče in mama nista bila ekonomista, nista se s tem zelo intenzivno ukvarjala. Tako da prav veliko pogovora o denarju ni bilo. Je bila pa ta osnovno vodilo, ta skromnost, varčevanje, ta odnos do tega denarja. Manj porabiti, kot Tako, manj zagotovo. kot zaslužiš. To pa nam je bilo zagotovo položeno, da rečem, v zibelko. Odkje pa potem vaša, bom rekel, ta navdušenje oziroma pot, ki vas je vodila potem v finance? Kaj vas je navdahnilo? Pa kaj vem, mogoče pač sama kot četrti otrok sem mogoče imela mal več prostih poti, kot primeroma najstarejša hčerka, a ne? Kar je ena od prednosti najmlajšega. In zgodaj sem spoznala, da nisem netipičen družboslovec, netipičen naravoslovec in da sem tle nekje vmes, kar ekonomija je. In da so me te teme nagovarjale že, ko sem bila mlajša. Malo tudi po zgledu stricev, maminih bratov, ne, ki so bili ekonomisti. Potem nekako je prišlo do tega, da sem se vpisala na ekonomijo in skozi študij ekonomije spoznala, da pa denar, tako poslovne finance, kot tudi makrofinance, da so mi ljube in sem se malo v to usmerila. Podobno kot jaz. Jaz v principu sem se vedno želel delati v ekonomiji, v gospodarstvu. Vedno me je zanimala makroekonomija, kakor ste omenili. In vedno sem si želel te, bom rekel, zahtevne finančne stvari, ki ljudem ponavadi niso popolnoma jasne, povedati na preprost način, da lahko razumejo. Ja. Mogoče eno od razlogov je tudi to, da jaz sem še študij opravljala v bivšem sistemu, ne? In ekonomija takrat je imela 90% predmetov družbeno-politično obarvanih. In finance so bile ena od redkih stvari, ki so bile pa tako 1+1 je 2, a ne? Eksaktne in so veljale, ne glede na to, smo še v socialistični bivši državi to obravnavali, ali pa če smo se zgledovali po takrat razvitih zahodnih državah, ki so imele že kapitalističen ustroj. Kako ste pa, ali pa kako jemljete, bom rekel, formalna izobrazba in neformalna po pomembnosti v bistvu? Ali lahko gre ena brez druge, ali ne more? Pa jaz sem kar pristaš, da formalna izobrazba pomembna, ne? Že omenjeno, se pravi v nekem skoraj socialistično-marksističnem okolju sem diplomirala, ne? Ampak kljub vsemu mislim, da ti Univerza v Ljubljani, da je dobra, ne? In da da neko teoretično znanje. Mogoče ne toliko praktičnega, ampak ta odnos do učenja, vztrajnost, poglobljenost v teorijo, ne? Da to ti da univerza in da je to en del, ki ga mogoče, če tega ne narediš, pogrešaš in ti to globino potem kdaj zmanjka, če zgolj iz prakse izhajaš. Po drugi strani pa seveda potem samo teoretično znanje ni dovolj in ga je potrebno dopolnjevati z znanje iz prakse in z učenjem na terenu, da tako rečemo, ne. Če se pogovarjamo o denarju, ali mogoče se še spomnite, kdaj ste zaslužili svoj prvi dinar, je bil verjetno takrat? Dinar, ja. Ja, po moji v srednji šoli kot dijakinja sem delala vse mogoče, od tega, da sem inštruirala sošolce, a ne, matematiko. Ker je bilo meni najlažje zaslužen denar. Malo sem še sama za kontrolko ponovila. K meni so prišli domov, pa smo še se malo še pozabavali hkrati. To mislim, da je bil prvi zaslužen denar, potem pa kot dijakinja, študentka sem v bistvu redno delala. A takrat so že bili delali preko študentskega servisa? Ja, to pa je že bilo. In moram reči, se nisem otepala nikakršnega dela. Tudi čistila sem, tudi telefonistka sem bila. Tisto delo med počitnicami, en mesec za zaslužek, da si potem lahko šel kam po svoje ali pa si kaj dodatnega privoščil, ker družinski proračun ni omogočil, je pač bilo nujno in si zagrabil to, kar je bilo. Potem v času študija sem pa delala že bolj, da rečem, bolj strokovne, usmerjene stvari, ekonomske, ja.
je pomembno v bistvu razvijati odnos do dela in do denarja čim prej. Absolutno. Če ne zaslužiš svojega denarja, ga ne znaš oceniti, koliko je to Ceniti, ne. pomembno. Ne? Tako. Glede na to, da čas hitro mineva, predlagam, da greva na kratko pavzo in se vrneva kmalu nazaj. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, predlagam, da gremo na kratko pavzo in se kmalu vrnemo nazaj. Drage gledalke, dragi gledalci, danes je z nami prav posebna gostja, gospa Mira Koporčič-Velič, direktorica Združenja družb za upravljanje GIZ. Sem pravilno rekel? Ja. Kako se je pa pravzaprav začela vaša poslovna pot do te zadnje funkcije? Ja, čisto na začetku sem imela kar srečo. A ne? Moja prva služba je bila agencija za privatizacijo, ki je ni več. A ne? Ravno ko sem doštudirala, smo se v bistvu kot država osamosvojili in tudi začeli delati na procesu privatizacije in sem imela to srečo, da sem bila zraven od začetka. In dejansko čez to prvo službo se tudi v praksi naučila, kaj sploh to je vrednotenje, kaj je denar, kaj je sploh vrednost samega podjetja, kaj je bilanca stanja, kaj je izkaz poslovnega izida, kaj je delnica. Ne? Takrat moram reči, da Noben je to vedel, po moje, ne? to bilo tako znanje, ki ga ni bilo, ki ga nismo dobili na fakulteti, oziroma relativno malo, in da tega znanja pa definitivno tudi ni bilo v gospodarstvu. Podjetja, ki so se privatizirala, oziroma niso se privatizirala, ampak so se lastninsko preoblikovala v Sloveniji, tudi niso imela tega znanja in smo se vsi skupaj učili. To mi je dal velik vpogled v to vrednost samega podjetja, pa kaj sploh to korporativne finance so. Hkrati mi je pa tudi omogočilo začeti graditi nek, da rečem, mrežo poznanstev, ker smo pač sodelovali z vodstvi podjetij, ki so se seveda s tem intenzivno v tistem obdobju ukvarjala. Od tam naprej me je pot vodila v bistvu po nekako skoraj kot normalen proces privatizacije na Družbo za upravljanje Triglav, a ne? Ker smo ta drugi val privatizacije skozi PIDE, če se jih spomnite. In certifikati so bili v tem času, ne? Tako, certifikati so bili v tem času. Družbe za upravljanje so jih takrat zbirale in potem kupovale na dražbah od države, a ne? Poenostavljeno povedano. In potem smo mi to upravljali, a ne? Tukaj je pa šel korak naprej, a ne? Da smo začeli pasivno aktivno upravljati ta podjetja. In tukaj sem tudi sedela v marsikaterem nadzornem svetu že, sodelovala na skupščinah, se spoznavala z borzo, ki je takrat nastajala. Od tam sem šla potem tudi, da rečem, konkurenčno družbo, takratno KD družbo, kmečko družbo, DZU. V času finančne krize sem se pa odločila, ker sem si tudi v bistvu zelo želela ves čas narediti nek preskok v realni sektor. In sem za 7 let prevzela vodenje trgovske družbe Nama. Potem sem pa malo šla bolj, da rečem, podjetniške vode, svetovalno-mentorske. Sem malim, srednjim, velikim podjetjem svetovala in jih mentorirala. In potem naslednja, zadnja moja, tudi trenutna služba je pa, da sem postala direktorica Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov, kjer sem še danes. Tako da sem se v bistvu po tem prehodu iz realnega sektorja in podjetniškega sektorja spet vrnila v moj, rečem, originalni finančni sektor oziroma družbe za upravljanje. To je mogla biti zelo zanimiva pot, posebej na začetku, ko se nekaj na novo ustvarja in kreira, ne? To je bila velika prednost, moram reči, ne? In tudi tak, da rečem, skoraj da revolucionaren čas, ne? Takrat smo imeli 2 zakona, ki smo jih mi spisali takrat in potem uveljavljali
Malo smo bili tudi kar naivno entuzijastični, no, če gledam za nazaj, ampak brez tega pa tudi ni šlo. No. Naredili so se pa veliki koraki. Absolutno. Zdaj mi je eno vprašanje se pripeljalo na misel, utrnilo. Donosi, ne? Ja. V financah vedno govorimo o donosih, kakšen je zaslužek, ampak mogoče z vaše strani, kje lahko pridemo do najboljših donosov? A je to v znanju ali je to v financah? Na osebni ravni. Na osebni ravni, tako. Je stvar percepcije posameznika, po moje, kaj si želi, a ne? Nekaterim premoženje, bogastvo zelo veliko pomeni, a ne? Meni osebno, bom rekla, da mi nič ne pomeni. Se mi zdi, da je nek osnovni higienski minimum, da prideš do nekega standarda, kjer si lahko omogočaš normalno, udobno življenje. Se pa zavedam in tudi moje vrednote so take, da to ni vse, a ne? Da je znanje, tudi dobri odnosi, za mene veliko bolj pomembno, no? Pa ta nujen, potreben dodaten pogoj za to, da se boljše počutimo oziroma da smo zadovoljni. Na trenutni poziciji, kjer ste, verjetno imate dober pregled na tem, kam vlagamo Slovenci. A je tako, da dobro varčujemo in nismo pa še mojstri v investiranju? Kako bi mogoče to pokomentirali? Kajti, če gledamo, kje je denar v Sloveniji, je večinoma v nepremičninah, potem v banki in potem verjetno v nekih naložbah, delniških skladih in podobno. Drži, ravno tako, kot ste povedali, Slovenci največ svojih sredstev vložimo v nepremičnine, potem že sledijo bančne vloge in to nevezane. In ta del je v resnici najbolj zaskrbljujoč, glede na to, da vemo, da pač denar, ki je na banki, sploh v času povečane in višje inflacije, izgublja svojo vrednost. Šele potem sledijo druge naložbene kategorije, drugim tudi naložbe v naše vzajemne sklade ali direktne naložbe v posamične delnice ali pa naložbe v, ne vem, plemenite kovine, kriptovalute tudi, a ne. Slovenci, jaz rada rečem, da smo dobri varčevalci, a ne, ampak malo manj pametni vlagatelji. Verjetno je to tudi povezano z neko zgodovino, ne. Smo relativno mlada, da rečem, ekonomija, nimamo teh, da rečem, zgodovinskih izkušenj, kaj trg kapitala pomeni in kaj nam lahko prinese. Hkrati pa šele zdaj ta nova generacija prihaja s tem tudi znanjem in vedenjem o financah, čeprav tudi pri mladih pogrešamo in opažamo pomanjkanje finančne pismenosti kot take. Dodatno pa mislim, da nas je bivši režim uspaval to razmišljanje, da bo že nekdo za nas poskrbel, a ne? Država, ne? To je država, ja. Predvsem govorimo o pokojninah, konec koncev tudi o zdravstvu, a ne? Da ljudje so še vedno prepričani, da nekaj se bo že zgodilo, pa ne me narobe razumeti, jaz sem absolutno za socialno državo in tudi za, da rečem, državno zdravstvo, ampak kljub vsemu mislim, da je treba ljudem povedati, da pač cesar je gol, če je, a ne. Potrebno bo več varčevati in vlagati na trgu kapitala, zato da si bomo zagarantirali dostojne pokojnine in tudi konec koncev dostojno zdravstvene storitve. Se pravi, še enkrat ponovimo, ne, drage gledalke, dragi gledalci, morali bomo dodatno varčevati oziroma začnimo čim prej razmišljati o dodatnem varčevanju, da si zagotovimo dostojno visoke pokojnine in nenazadnje tudi dostojno obravnavo tam, kjer je potrebna v zdravstvu. Drži. Denar pomaga. Denar absolutno pomaga. A ste mnenja, da je stanje današnje, kakor je, bom rekel, posledica tega, da je mogoče so finance tabu tema v družbi? Je, tudi ta razlog je pomemben, a ne. Eno od vaših prvih vprašanj je bilo, smo se mi v družini o denarju pogovarjali. To se začne v osnovni celici, a ne, dejansko, ne.
da družine marsikdaj obravnavajo denar kot tabu temo v Sloveniji, a ne? In se o tem ne pogovarjajo odkrito. A gre to za neka družinska nasledstva, vidimo tudi tukaj problem, ker se prej ne usedejo, ne pogovorijo. A gre to za nek sram, odpor do tega, sram v smislu premalo zaslužim, ne bom otrok obremenjeval s tem, ali pa sram v smislu preveč zaslužim, pa ne bom tega o tem odkrito govoril. Ne želim se izpostavljati. Ne želim se izpostavljati. Ampak jaz mislim, da družina in osnovna celica je izjemnega pomena za to, da da ta nek zdrav odnos do denarja in tudi prva, ki te nauči nekaj o denarju. Ne? Potem šele lahko govorimo o šolstvu, o obveznem delu. Vsi upamo in delamo na tem, da bi nekako prišli do cilja, da se v redne kurikulume tudi vključi finančno opismenjevanje, pa potem tudi dodatno fakultativno seveda izobraževanje ljudi. Glede na to, da čas hitro teče, nič ne reče, predlagam, da gremo zopet na kratko pavzo in potem nadaljujemo na temo finančne pismenosti. Dobrodošli nazaj, drage gledalke, dragi gledalci, v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav posebna gostja, gospa Mira Koporčič-Velič. Pogovarjava pa se o finančnem opismenjevanju, o financah. In zanima me, se pravi, razumem, da imamo Slovenci, pa verjamem tudi kakšni drugi narodi, največ premoženja v nepremičninah, ne? Ker pač lasten dom, mislim, da je zelo pomembna vrednota. In druga največja naložba, sva omenila, so depoziti. Kar je zelo zanimivo, so v principu to nevezani depoziti. Ne? Se pravi, da je tudi obrestna mera praktično minimalna. Ali pa sploh ni. Ali pa sploh ni. In opažamo v zadnjih letih, da kljub vsemu, kljub inflaciji, vrednost depozitov še vedno narašča. Kaj mislite, da je razlog? Je to mogoče razlog, da še vedno nimamo, nam rekel, pravih informacij ali pa dovolj informacij o drugih naložbah, ki v bistvu bolj zaščitijo prihranke pred upadom kupne moči oziroma inflacije? Ja, jaz bi rekla, da je razlog že omenjen zgodovinski, a ne? Drugi je zagotovo pomanjkanje informacij, a ne? In v tem sklopu bi nagovorila tudi to finančno pismenost, ki sva jo tudi omenila, a ne? Da marsikdaj ljudje ne razumejo, kaj pomeni to, da imaš depozit z minimalno ali pa nikakršno obrestno mero, da ne razumejo osnovne logike obrestnega računa in kako ti lahko denar dela zate, a ne, če se odločiš za vlaganje. Eden od razlogov, tudi, ki ga še nisva nagovorila, je tudi zaupanje, a ne. Pomembna? Je zelo pomemben faktor, a ne. Ker nekaj v preteklosti je bilo nekaj slabih izkušenj tudi v Sloveniji, ampak ne glede na to so bili tudi v tujini padci trgov, slabe izkušnje, pa so se ljudje hitreje pobrali. Pri nas pa to se mi zdi zaradi finančne pismenosti, pa tudi mogoče zaradi premajhnega informiranja ljudi, premajhne dostopnosti pravih produktov, nekako capljamo na mestu na tem področju. Prej ste omenili zaupanje, ampak ne v institucije kot v vzajemne sklade, se pravi bolj v nihanje, ne? Jaz mislim, da v vzajemne sklade se izkazuje zadnja leta kar visoko zaupanje, se imamo konec koncev že tam 7,5 milijarde evrov premoženja v upravljanju, pa zaupa nam preko 350 000 ljudi trenutno, a ne? Pa ne zato, ker bi nas imeli radi, ampak zato, ker tudi vidijo koristi iz varčevanja v vzajemnih skladih. Pa verjamem, da tudi kot inštitucije same so vredne zaupanja in so skrajno nadzorovani in tudi regulirani subjekti. Nekako verjamem, da ljudje, ki nimajo dovolj visoke finančne pismenosti, raje vidijo, da razumejo, da bodo točno tak znesek na banki dobili nazaj, pa tudi, če bodo realno vmes zaradi inflacije izgubili, kot da, rečemo, tvegajo
kjer jim pa noben ne bo garantiral, koliko bodo, ne vem, dobili ven iz trga kapitala na neko določeno obdobje. Tako da ta pomanjkanje znanja in zaupanja v sam trg kapitala, zato ker nimamo zgodovinskega znanja, zgodovinskega vpogleda, nam manjka, ne. Eno vprašanje imam, se pravi, znotraj vzajemnih skladov so različni skladi, ne? Ker nenazadnje obstajajo skladi, ki praktično tudi ne nihajo. Ja. To so skladi denarnega trga, kjer je skoraj ekvivalent, kakor če je denar na banki, ker, čeprav razumem, vedno lahko prideš do denarja, ne? Se pravi, kakor na banki sicer greš na bankomat, tukaj ne na isti način, ampak enako lahko v parih dneh prideš do celotnega premoženja, ki je v skladih, a je tako? Drži, naše družbe za upravljanje upravljajo različne tipe skladov. Najbolj pogosti so sicer res delniški skladi, sprav skladi, ki vlagajo globalno v delnice po celem svetu. Potem so tudi obvezniški skladi, ki nalagajo v obveznice. In pa, kot ste omenili, denarni skladi, money market funds. Te so pa skladi, ki nalagajo v denarne inštrumente in tudi depozite. Prednost naših skladov ob tem, da zagotavljajo zelo visoko razpršenost naložbe, ne glede na to, kakšen znesek vložite, tudi če je to par 10 evrov, ker dobite delček sklada, ki je zelo razpršen na tak način. Druga velika prednost je pa, tako kot ste omenili, likvidnost. Naši vlagatelji od zahtevka po izplačilu imajo v roku 2-3 dni denar na svojem računu, ne. Tako da je to zelo, lahko rečemo, primerljivo z depozitom. Je pa res, da donosnost ni garantirana, ne. Če trgi zanihajo nadol in se znajdemo v obdobju, ko na tej padajoči krivulji, a ne, se lahko znajdemo v tej situaciji, da bomo del svojega premoženja izgubili. Ampak če imamo še nekaj denarja na banki, pa če lahko takrat vložimo, ko je cena nižja? Ja, zato nagovarjamo naše vlagatelje, da varčujejo in vlagajo na dolgi rok, ne, kjer se ta nihanja izničijo. Na dolgi rok nas trg kapitala, če gledamo zgodovinsko 200 let nazaj, kolikor obstaja, v drugih državah seveda, še ni izneveril in prinaša povprečno letno donosnost tam okrog 8% realno, ne. Nihaji se pa dogajajo vedno in povsod. Zdaj, ne govorimo o kakšni apokaliptični, tragični, ne vem, morebitni prihodnosti, pa ne verjamem v njo. Verjamem, da bo svet deloval naprej normalno, ne glede na kaj se trenutno dogaja. Pa garantiram, da ni nobenega garantiranega produkta, ne. Tudi bančni depozit na koncu koncev, ne. Eno vprašanje, rekli ste dolgoročno. Kaj to pomeni dolgoročno? 1 leto, 2 leti, 3 več? Dolgoročno ocenjujemo vsaj 7+ let pri delniških skladih, še bolj optimalno pa 15 let, ker tam imamo tudi zastavico, ki nam pade, da nam ni treba več davka v Sloveniji plačati na kapitalski dobiček. Se pravi, ni potrebno, da imamo veliko denarja, da se spoznamo s tem trgom za vlaganje v vzajemne sklade. To je po mojem mnenju zelo pomembna stvar. Drži. Da vemo, da lahko kadarkoli pridemo do denarja in da v bistvu lahko tudi nihaje izkoristimo sebi v prid. Drži. Če gledamo dolgoročno, ne? Dolgoročno, zagotovo. Z nagovarjanjem dolgoročnega vlagatelja, vse to, kar ste povedali, absolutno drži. Super. Če se vrnemo potem nazaj, glede na to, da večinoma časa podnevi preživite v financah, kako potem uravnovesite vaše življenje poleg financ? Najpomembnejši del potem prostega časa mojega življenja je zagotovo moja družina, ne. Imam tudi kar nekaj hobijev, od branja do športa, tako da ta del mi je zelo pomemben, ne. Je pa res, da na takih položajih, kot so mi sledili v službah, tako rekoč 24/7 razmišljaš in tako zelo jasne ločnice ni, a ne. Ampak mene to v resnici ne bremeni tako zelo. Tudi na dopustu sem, če sem rada sproti vidim, kaj se dogaja in to spremljam. Nekako tako mi je lažje, ne.
Tako da to ravnovesje, kar za zdaj spretno lovim, no, bom rekla. Se pravi, živite to, kar ste želeli, oziroma delate to, kar ste želeli početi v življenju. Zagotovo bi zdaj rekla, da ja. Pa še zadnje vprašanje. V vaši družini se potem praktično morate pogovarjati o denarju, ne? Pri nas doma se pa pogovarjamo o denarju, sicer imam samo enega sina, ne? In zagotovo je to kar tema, ne? Kljub temu, da je star že 21 let, vidim, da rabi usmeritve in pogovore o tem, ne? Tako da kar nekaj časa, ne da rečem dnevno, ampak se posvečamo temu. Najlepša hvala za prijeten pogovor. Hvala vam za vabilo. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da ste tudi vi dobili kakšno zanimivo in koristno informacijo, ki jo lahko seveda uporabite tudi sebi v prid. Vas vse pa vabim potem na ogled naslednjih oddaj Moja družina. Lep pozdrav!